trgovski dom na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, kjer domuje nova gospodarska fakulteta, vstopiš skozi mogočna vrata. Težka so. In prvo, ko jih odpreš, švate plane gost vonj po sveže zloščenem hrastovem parketu. Skromno razsvetljeni hodnik vodi v prostore na levi in na desni. Če iščete največjega, takega, ki spominja na prostor, kjer bi se lahko zbrala večja množica poslušalcev, ta je v prvem nadstropju. Tovariš Dragutin Gustinčič je naš edini nastavljeni profesor. Z njim so redno zaposleni asistent, lektor in 9 honorarnih učiteljev, med njimi kar 6 za tuje jezike, in jih je pionirsko delo razpravljati v kurikulumu, ki bo na novo ustanovljeni gospodarski fakulteti veljal naslednjih nekaj let. Od profesorjev, ki se nam pridružijo kasneje, moram na vsak način omeniti gospoda Vadnala. Za večino od nas, ki smo iz srednješolskih hramov išli revnejši v matematiki, je prav on, oprostite izrazu, problem številka 1. Ukaželjni prihajamo od vse posod. Da ne bi kdo pomislil, da so v tem zgodnjem obdobju študenti zgolj Ljubljančani. Tudi starostno smo zelo raznoliki. Od 20-letnih deklet do 30 in več let starih mož, med njimi nekateri že zasedajo vodstvene funkcije podjetij v rastoči socialistični državi. Prav nobena posebnost ni, če se na seznamu prvič vpisanih na fakulteto, ki se leta 1950 preimenuje v ekonomsko, znajde tudi kak 60-letnik. Ampak med nami ni razlik. Vsi smo bruci in vsi smo redni študenti. Udeležujemo se plesnih sobotnih večerov ob živi glasbi, se veste, stara šola mojstra Jenka. Tudi glede tega smo nekaj posebnega in tudi zato nam zavidajo, da smo ekonomska fakulteta. 60. so zanimivo obdobje. Na videz sivo in brezračno, v resnici pa se prav v tem času zgodi največ. V začetku desetletja je uveden stopenjski sistem izobraževanja, ki, tako kot veliko stvari naše ljube zgodovine, doživi svojih 5 let slave. Na fakulteti zaveje nov veter, saj so se nam že v sredini 50-ih pridružili ljudje, ki so pa prej delovali v zveznih službah v Beogradu. Dobili smo nove profesorje s sjajnimi doktorati in širokim pogledom. Na Gregorčičevo 27 in tudi drugam so prinesli intelektualno širino, politične izkušnje, predvsem pa nove dimenzije predavanj. Profesor Ivan Lavrač je eden izmed njih, prava legenda. Literatura? Marksov Kapital je sicer še vedno obvezno čtivo, nič kaj sramižljivo pa posegamo tudi po Samuelsonu. Od Moskve vedno bolj pogledujemo proti Berkeleyju in Indiani. Mogoče zveni malce prevzetno, ampak 60. so predrzna in mladi pogledujemo v prihodnost. Vpis rednih študentov v drugi polovici 60-ih dramatično poskoči. Ekonomskemu študiju se priključi tudi poslovni, povsod po Sloveniji rastejo centri za izredni študij. V 70. vstopamo z raziskovalnim centrom ekonomske fakultete in podiplomskim študijem poslovnih ved v angleškem jeziku, pri čemer nam pomagajo ameriški kolegi z univerze v Bloomingtonu. Stavba na Gregorčičevi poka po šivih. Nobena prezidava in nadzidava ne pomaga. Predavanja imamo povsod, kjer ima Ljubljana velike predavalnice. Na elektrofakulteti, na Zavodu za zdravstveno zavarovanje na Miklošičevi. Tudi v študentskem nomadskem življenju uživamo. Ulice so nas polne, pivnice ob poti pa tudi. Smo sredi revolucionarnih vrenj. Leta 1968 protestiramo proti vsemu. Zahtevamo akademsko svobodo, študentsko enakopravnost, neposredno demokracijo. Toda profesorica Mara Bešter, karizmatična profesorica socialne statistike, pozna drugačne metode. Nas v klopeh od onih na hodniku loči zgolj ključ v vratih, ki ga obrne, ko vstopi v predavalnico. Sicer pa vemo, da ni dobro ostati zunaj, ne na predavanjih in ne na izpitu. Kdor opravi statistiko, ima v žepu letnik.
Temeljni kamen nove fakultete dobimo oktobra 1974, maketa pa se v tako zaželeni domicil končno pretvori leta 1976. Končno smo na svojem, za Bežigradom, toda daleč od študentskega duha centra Ljubljane. Oblasti očitno želijo ob novi stavbi navdahniti tudi njene stanovalce. Zahtevajo prenovo programov, kritizirajo fakulteto, ki naj ne bi bila zmožna graditi politične ekonomije socializma. Tudi fakulteta se preimenuje. Piše se februar 1977. Odslej smo Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča. Saj veste, na Kardeljevi ploščadi, malo iz centra, po Titovi. Toda fakulteta rase, vedno več nas je. 30 let po ustanovitvi je redno in izredno vpisanih skoraj 3500 študentov. Znanje deli 55 redno zaposlenih pedagogov in 18 zunanjih sodelavcev. Od leta 1978 imamo lastno založniško dejavnost. Leta 1979 pa dobimo tudi prvi knjižnični računalniški katalog. Sredi 80-ih vse bolj odkrito govorimo o tržnem gospodarstvu, podjetništvu in menedžmentu. Vse bolj diši po korenitih družbenih spremembah. Konec 80-ih je vse drugače. Poslavljamo se od generacije profesorjev, ki so Ekonomsko fakulteto pomagali uvrstiti na zemljevid uglednih visokošolskih institucij. Malo manj melanholično je slovo od ekonomskega sistema, s katerim sobivamo že 40 let. Marksistična politično-ekonomska izhodišča se umikajo iz naše fakultete. Leta 1991 v našem nazivu ni več imena revolucionarja Borisa Kidriča. Po novem, in še enkrat več, smo preprosto Ekonomska fakulteta. Slovo je hkrati tudi že prvi korak novega začetka. Postajamo del globalne zgodbe. Spremenijo se študijski programi. Vse bolj se vključujemo v mednarodne projekte. Izmenjave profesorjev so bolj pogoste. Postajamo podobni tujim menedžerskim in ekonomskim fakultetam. Zaključi se prenova učilnic in gradnja novih predavalnic. To sta lila in plava dvorana, obe opremljeni z najsodobnejšo didaktično opremo. Prenova fakultete postane stalnica. Leta 1995 se vključimo v pilotni projekt razvoja izobraževanja na daljavo. Postanemo nacionalni koordinator. Naslednje leto sprejmemo nov izziv. Izvajanje enoletnega študija MBA v New Delhiju. Ustanovimo mednarodno pisarno in leta 1999 imamo sklenjenih 6 mednarodnih pogodb z univerzami iz 4 držav. V tujino odide prvih 17 Erasmus študentov. V prvih evropskih povezovanjih nas jemljajo z veliko rezervo. Lahko rečem tudi podcenjevalno. No, v enem samem letu jim pokažemo, iz kakšnega testa smo. Naši zaključni evropski projekti so praviloma nadpovprečni in hkrati najboljša potrditev, da so študijske osnove, pridobljene na njim neznani ekonomski fakulteti v Ljubljani, odlične. Novo tisočletje začenjamo z novimi idejami in svežim poletom. Stopili smo v Evropsko unijo, toda skušamo ohraniti našo identiteto. Slogan naše poletne šole Take the best from East and West pove vse. Tu smo in ponujamo nekaj, česar drugi nimajo. Zgradba Ekonomske fakultete ima več vhodov, ne samo enega. Že s tem daje vtis zračnosti in odprtosti. Pri nas domuje sloviti Konfucijev inštitut. Mednarodna pisarna postaja vse bolj pisana, med nami je vedno več tujih študentov. Prihajajo milenici. Pogosteje sprašujejo, zakaj kot kako. Ne ločujejo več med online in offline. Trajnost zanje ni poglavje v učbeniku, temveč zahteva. In prav imajo.
Potem pride leto 2008. Finančna kriza nas ne zadene le v učbenikih. Svet postane realni laboratorij. Profesorji ne predavajo več le o ciklih. Razlagajo jih v živo. Ustanovimo Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. In tako pridemo do svetlega leta 2016. Na fakulteti je nenavadno živahno. Zaključuje se cela era. Stari univerzitetni programi se poslavljajo. Tisto leto nimamo običajnega zaključka študijskega cikla. Imamo maraton. Skoraj 4-krat več diplomantov kot sicer. 4-krat več zagovorov. 4-krat več stiskov rok. 4-krat več olajšanih izdihov pred komisijo. Prav v tem letu pridobimo še zadnjo od 3 najpomembnejših mednarodnih akreditacij. EQUIS, AACSB in AMBA so naše. Vstopimo med 1% najboljših poslovno-ekonomskih šol na svetu. Ekonomska fakulteta, ali z novim angleškim imenom School of Economics and Business, je potrjeno del globalnega akademskega prostora. Mednarodne izmenjave niso več egzotika, so pričakovanje. Projekti z gospodarstvom niso dodatek, so standard. Študent ni več pasivni poslušalec, je član projektne skupine, raziskovalec, podjetnik, udeleženec inkubatorjev in tekmovanj, rešuje primere iz prakse. In na to useka. Marec 2020. Pandemija. Vrata fakultete se zaprejo. V manj kot 2 tednih vsa predavanja, zagovore in razprave prestavimo v digitalno okolje. Vzpostavimo podporne centre za študente, javnost vsakodnevno obveščamo o gospodarskih posledicah zaprtja, o ukrepih ekonomske politike, o rešitvah in možnih scenarijih okrevanja. Fakulteta ne utihne. Nasprotno, postane še glasnejša. Ko se vrnemo v predavalnice, svet ni več isti. Govorimo o odpornosti ekonomskih sistemov, kompleksnosti, negotovosti. Raziskujemo na novo. Na fakulteti odpremo 3 laboratorije: finančnega, vedenjskega in trajnostnega. In potem še ena prelomnica. Umetna inteligenca iz znanstvene fantastike prestopi v vsak dan. Najprej jo uporabljamo skoraj sramežljivo za povzetke, za preverjanje idej. Potem ugotovimo, kaj vse zmore. V predavalnicah se dinamika spremeni. Učimo se, da konkurenčna prednost ni v dostopu do orodja, to imajo vsi. Temveč v tem, kdo zna postaviti pravo vprašanje, interpretirati rezultat in razumeti posledice. Paradoksalno nas prav umetna inteligenca vrne k temeljem. Novembra 2025 v veliki dvorani zazveni misel našega gostujočega profesorja Adama Granta. Inteligenca ni v tem, da imamo prav. Inteligenca je v tem, da smo pripravljeni premisliti še enkrat. In morda je prav to največja moč moje fakultete.